16:01 je. Prav lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili, da boste naslednjo uro današnjega popoldneva delili z MČEM-om, z docentko dr. Tatjano Lejko Zupanc in menoj. Midve se bova potrudili, da bova relevantna in zanimiva družba. Docent dr. Tatjana Lejko Zupanc, ste predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana in od marca, ko smo vas prvič in nato vedno bolj intenzivno videvali na tiskovnih konferencah in v medijih, imamo občutek, da ste nekako del naših skrbi, del rešitve, del tudi nekega upanja, da se vrnemo v novo normalnost. Pa me zanima, za vami je, ali pa še vedno ste v zelo izčrpujočem obdobju dela z najtežjimi bolniki, pa mi dovolite mogoče na začetku eno malce bolj osebno vprašanje. Kako zdržite z vašimi sodelavci vse napore in kako težko je tako intenzivno vsak dan spremljati tako količino hudih bolnikov, saj pravzaprav upada COVID bolnikov pri nas še ni na vidiku? Ja, vprašanje je kar na mestu, kar je pravzaprav najbolj izčrpljujoče, morda ni toliko veliko število bolnikov, kot to, da se to vse naenkrat zgodi. Ko pravzaprav z enega bolnika preideš v nekaj dneh na 3 oddelke intenzivne terapije, tega pač nismo navajeni in to je vzpostavljanje enega reda, vzpostavljanje medsebojnih odnosov med zaposlenimi, vzpostavljanje dela z bolniki je res en veliko izčrpljevanje tudi med samimi zaposlenimi. Poleg tega pa druga stvar so pa, jaz vedno rečem, mi v bolnicah imamo nekoliko izkrivljen pogled na to bolezen. Mi vidimo dejansko najtežje primere in ljudi, ki so življenjsko ogroženi in morda, veste, nekdo, ki pravzaprav ni bil v to vpleten, me pravzaprav ne more razumeti, no. Naši zaposleni so, bom rekla, se trudijo, so res zelo utrujeni, ampak vsi so pa zelo pozitivno, bi rekla, usmerjeni, trudimo se, vodstvo UKC-ja in jaz in moji sodelavci, da imajo vsi čim boljše pogoje za delo, je pa dejstvo, da dostikrat to ne moremo doseči, ker, kot sem rekla, število bolnikov se zelo na hitro poveča, preden se potem vzpostavi ena taka rutina, kar traja nekaj časa. Ko sem se pripravljala na ta najin pogovor, mi je pravzaprav kar nekaj kolegov Komisije za zdravstvo in kakovost bivanja MČEM sporočilo, tako, Jadranka, imela boš priliko, povej tudi v našem imenu, da imajo v zdravstvu našo podporo, da občudujemo požrtvovalnost, cenimo jih in zavedamo se, da je ključen pogon v teh časih prav ta zdravniška etika. Torej, neka dobre želje, da to zdržite tudi z naše strani, v imenu vseh tistih, ki nas sedajle spremljajo, pa tudi v imenu MČEM-a. Torej, najina tema danes so cepiva. Cepiva tudi za COVID-19 in na trgu imamo 3 kandidate. In včeraj je pravzaprav Angleška agencija za zdravila certificirala prvo cepivo, še preden je FDA oziroma Evropska agencija EMA, European Medical Agency, v bistvu sploh preden sta odobritev, pred odobritvijo teh 2 zelo pomembnih institucij za cepivo. Pa me zanima, kako veliko olajšanje v resnici za vas pomenijo te spodbudne novice o cepivu. Vi ste infektologinja, sodelujete z epidemiologi. Kako je to dobra novica za vas? Ja, tako bom rekla, niso samo 3 cepiva na tržišču, ampak cepiv v razvoju je skoraj 150, zelo pripravljena že za registracijo, jih je pa najmanj 6, če ne več. Tako da cepiva so, bodo kmalu,
In to je pravzaprav najboljša novica, kar si jo lahko nadejamo v tej epidemiji. Tako moram mogoče malo poseči nazaj. Leta 2002 je izbruhnil SARS koronavirus 1. To je bila ena stvar, ki si jo mi niti nismo mogli predstavljati, da neka stvar tako na hitro se tako razširi in imel je tudi visoko smrtnost. Tisti virus je neznano kam izginil. Sicer je trajalo skoraj leto dni, vendar ga ni več. Cepiva za ta virus nikoli niso čisto do konca razvili, vendar so bile platforme narejene, tako da ni čisto tako, da ni noben nič na tem do zdaj delal, to so razvojni programi dolgoletni. Ta virus, ki je zdaj prišel, smo si tudi nekako mislili, da bo morda se obnašal podobno kot njegov predhodnik, vendar se pa žal to ni zgodilo. Ne samo, da imamo zdaj že praktično vsem delu sveta v severni polobli izrazito povečanje števila primerov, ker po zimi se je začelo, nekaj pri nas marca, ko smo bili že skoraj na poti v pomlad, zdaj gremo pa v zimo in to število primerov zelo narašča in mislim, da ravno zaradi tega tudi velikega izboljšanja verjetno preko cele zime skoraj ne moramo pričakovati. Zato je po mojem mnenju, glede na to, da sem prepričana, da velika večina ljudi upošteva neke ukrepe epidemiološke službe, vemo, da so se šole zaprli, vemo, da ni javnega prometa, mislim, ukrepi so kar precej strogi in ni kakšnega bistvenega padca, res pa je, da če teh ukrepov ne bi bilo, si pa kar težko predstavljam, kaj bi sploh bilo, zato mislim, da je cepivo res najboljša možna novica ta hip. Ja, v bistvu cepivo je lahko prišlo tako hitro na trg, ravno zaradi tega, ker je bila tako hitro na voljo ta genetska sekvenca tega virusa. Bila je v bistvu na voljo že, če povzemam po pogovoru z tem Yang Zhengom, ki je sekvenco tega virusa objavil na eni odprti platformi. On je rekel, da je pravzaprav, da so jo že 10. januarja objavili in ta sekvenca je bila pravzaprav ključna za to, da so po celem svetu začeli razvijati zdravilo, namreč šele 20. januarja so pa Wuhan zaprli. Se pravi, bila ta genetska frekvenca, je to v bistvu dokaz, da je bil virus da je bil aktualen, da so ga raziskovalci kitajski zaznali, da so to sekvenco dokumentirali in jo v bistvu preko tega Open Accessa depozitorij, v bistvu prek virov znanstvenih v bistvu dali na razpolago, da se je začela ta aktivacija tudi ostalih raziskovalcev. Ampak kakšna pa so vaše pričakovanja? Alojz Ihan je za Delo zapisal, da je pri cepivih zaupanje enako pomembno kot njegova učinkovitost. Kakšna so vaše pričakovanja? Koliko hitro cepivo bo tu? Komu ga bomo dali najprej? Boste vključeni v te liste oziroma v te diskusije? No, če greva najprej v tisti genetski sekvenci, seveda ta sekvenca ne bi bila tako hitro narejena, če ne bi bil ta virus tako zelo podoben svojemu predhodniku SARS koronavirusu 1, za katerega so pa dejansko rabili malo dalj časa, da so ga diferencirali. In tudi struktura koronavirusov je že odprej znana. Ta njihov spike protein, ki ga imajo na svoji površini, to je nekaj, kar pravzaprav so znanstveniki že prej poznali, zato je mogoče malo lažje. Bile so pa tudi že nastavljene platforme za cepivo proti SARS-u 1, ki pa seveda pol niso bile potrebne. Kar se tiče zaupanja, tehnologija proizvodnje cepiv, preizkušanje cepiv je bi rekla, nek proizvodni proces, ki je zelo, zelo detaljno ureguliran in verjamem,
da vsaj v Evropi in Združenih državah Amerike, da cepivo na tržišče ne bo prišlo, če ne bo izkazalo pravih karakteristik, to se pravi varnosti in pa učinkovitosti. Zdaj, glede varnosti moram reči, da je večina cepiv, ki je prišla na tržišče tudi za druge nalezljive bolezni zadnja leta, večinoma ni imela kakšnih posebnih problemov glede varnosti. Kar se pa tiče učinkovitosti, so pa prvi testi teh cepiv, vsaj tistih, ki so že blizu registracije, pokazali, da je hitra učinkovitost zelo visoka. Zdaj, koliko časa bo pa imunost trajala, to vam pa žal ne more nihče še povedati, ker v bistvu še niti leto dni ni, kar ta virus poznamo. Vemo, da so koronavirusne okužbe take vrste, da se velikokrat lahko ponovijo, vsako leto jih je bilo kar nekaj. Vemo, da pri nekaterih prebolevnikih pade količina protiteles že po nekaj mesecih, kaj pa to dejansko pomeni za dolgotrajno imunost, je pa čisto prezgodaj še reči. Sem pa kar prepričana, da bodo cepiva do te mere učinkovita, da bodo krepko pomagala pri obvladovanju epidemije. Kaj kot strokovnjakinja, kako kot strokovnjakinja komentirate, seveda iz vsega tega publiciranega, kar je na voljo, to inovativno metodo mRNA, se pravi messenger RNA, ki so implementirali v to cepivo Moderne in BioNTecha skupaj s Pfizerjem. Kaj je ta razlika v primerjavi z ostalimi cepivi? Tako ena taka laična razlaga, prosim. Ja, glejte, do sedaj smo mi v glavnem uporabljali nekaj vrst cepiv. Najbolj bi rekla enostavno, v narekovajih seveda, so cepiva, ki temeljijo na oslabljenem ali pa inaktiviranem, se pravi ubitem virusu. To se pravi, da v telo vnesemo virus, ki ne more več narediti škode in proti temu virusu človeški organizem naredi pač protitelesa. Se pravi, če dobite živo oslabljeno cepivo, boste morda v najslabšem primeru zboleli z neko lažjo obliko te bolezni komaj opazno, v glavnem pa so ta cepiva do te mere oslabljena, da praktično ni nobenih kliničnih znakov. Problem teh cepiv je, da jih ni možno kar tako hitro narediti v veliki količini, ker se v glavnem delajo na posebnih celičnih kulturah, in ta proces pa je dolgotrajen, zapleten in velikih količin ni možno narediti. Drug način, tak način ima cepivo proti hepatitisu B, je proizvodnja cepiva na tak način, da se skombinira tiste dele virusa, ki so najbolj sposobni izzvati imunski odgovor. Ta cepiva nimajo nobene infektivnosti in seveda sprožijo zadosten imunski odgovor, niso pa vsi virusi spet neprimerni za takole proizvodnjo cepiv. Nekaj let se pa že dela na teh drugih načinih proizvodnje cepiv in to eden od teh je cepivo mRNA. Zdaj, mRNA, to je v bistvu en priročnik za uporabo. mRNA vsebuje vse informacije o virusu in ta priročnik se v celici odpre, se prevede in celica začne izdelovati virusne delce. Tako to nastane, kadar virus okuži celico. V primeru mRNA cepiv pa vnesemo v celico samo njegovo nukleinsko kislino, ne živi virus. Ta nukleinska kislina seveda diktira proizvodnjo virusnih beljakovin, ki sprožijo imunski odgovor, ob tem pa ne pride do uničenja celice in ne do nastanka novih virusnih delcev. Tako da to je ena taka zelo zanimiva tehnologija, ker gre pač za mRNA, se ta pač ne bo
vključila v genom celice, se pravi, tukaj odpadejo vsa skrbi, da bomo mi se zdaj genetsko spremenili, a ne. Skratka, vse, kar je, dobimo pač neka navodila za proizvodnjo virusnih beljakovin, ki same po sebi niso infektivne in ne povzročajo škode. No, to metodo je pravzaprav pozdravil tudi javno podprl je profesor dr. Roman Jerala iz Kemijskega inštituta, je zagotovil, da je to zagotovo zelo varna metoda in tudi vsem skeptikom priporočil, da je to zagotovo v redu, da to cepivo zagotovo je varno. No, hotela sem rekli ste, da cepiva ne bo dovolj, da zagotovo cepiva ne bo dovolj, da zaradi metode, na kakšen način je to narejeno, po eni strani cepiva ne bo dovolj, po drugi strani pa ta cepivo na podlagi mRNA potrebuje hladno verigo, oziroma skladiščenje pri zelo nizkih temperaturah. In temu primerno vso logistiko. Pa me zanima, glede na izkušnje in glede na paciente, ki jih vidite, kdo je na prednostni listi? No, prvo, kar bi rada povedala, da cepiva res na začetku verjetno ne bo zadosti čisto za vse. Imamo ta hip Evropska unija pač sklepa pogodbe za proizvajalci cepiv, koliko bo tega cepiva, kateri proizvajalci bodo zbrani, mislim, da ni še čisto povsem jasno. Vsake toliko časa pač objavijo, kdo je kaj podpisal. Vem, da je pač podpisal Pfizer in pa to cepivo Moderna. Eno od teh cepiv zahteva dejansko hranjenje na temperaturi -80 stopinj oziroma pač -60 stopinj. To pač zna biti problem, ker je pač povezano z večjo logistiko. Skratka, tisti, ki bodo cepivo shranili, tisti, ki bodo cepivo imeli na zalogi, bodo morali pač tako logistiko imeti. Problem je tudi, da je treba cepivo uporabiti potem, ko se odtaja dosti hitro. Skratka, tukaj pač treba vnaprej planirati, da se porabi samo toliko odmerkov cepiva, kolikor je ljudi tisti hip naročenih za cepljenje. Ne, da se ima velike zaloge, potem pa odmerki ostajajo. Če bi recimo, imate pogoje na infekcijski kliniki za hranjenje cepiv na -80? A so to kakšne dušikove komore? Kako bi recimo... To so posebne zamrzovalne skrinje, klinični center jih ima kar veliko, ker se v teh skrinjah hranijo določeni biološki vzorci. Tako da saj za klinični center nedvomno ta hip ne bi predstavljal kakšnega večjega problema. Kolikor vem, je pa v teku tudi nek javni razpis za nabavo teh aparatur na državnem nivoju. Tako da jaz mislim, da to ne bo predstavljalo takega problema. Problem pa bo seveda, če se cepivo, ko bo odtajano, ne bo uporabljeno pravočasno in ga bo treba zavreči, kar pa vsaj v prvi fazi pomeni eno veliko škodo, ker ne bi bili cepljeni drugi ljudje, če nekoga ne bo pač na cepljenje. No, kaj pa te ciljne skupine, ki bi jih cepili? Veliko se govori o tem, da bi bilo potrebno cepiti starejše, najbolj ranljivo skupino. Ranljive skupine, se pravi zaposlene v bolnicah, zaposlene v teh domovih za starejše. Kaj menite pa vi? Glejte, tukaj se zdaj, to so pač stare etične dileme, komu je treba te stvari nuditi. To je moje naslednje vprašanje, ja. To so zgodbe, ki se vlečejo že od, da ne bom rekla, od pameti veka, ampak sigurno vsaj zadnjih nekaj 30 let
kadar so resursi omejeni, komu ga pač ponudimo, a ne. Dejstvo je, da zdravstveni delavci morda nismo najbolj ranljiva skupina, ker večina zdravstvenih delavcev je v polnem cvetu mladosti, a ne, in so polno aktivni, in tudi tisti zdaj vidimo, ki zbolevajo, ne zbolevajo s kakšno zelo hudo obliko. Problem pa je, da zdravstveni delavec lahko prenese okužbo na bolnika. Bolnik pa je ranljiv, se pravi, če se nekdo pride operirati, ne vem, kolk ali pa srčno zaklopko in dobi v bolnici okužbo z virusom korona SARS-2, ne da bi bila, ker marsikdo niti ne ve, da je okužen, a ne, in lahko prenese okužbo na koga drugega. Zato mislim, da je prav, da so zdravstveni delavci med prioritetnimi skupinami. Tukaj zdaj seveda lahko stvar debate, katera skupina bo čista prva. Definitivno morajo biti teh prvih odmerkov deležni ljudje, ki jim bo to cepivo najbolj koristilo, ne. Se pravi, da se zmanjša smrtnost, da se zmanjša obolevnost, da se zmanjša hospitalizacija, to so pa starejši ljudje, med mlajšimi skupinami pa seveda ljudje, ki imajo kakšne jasne kronične bolezni, ki jih potem ogrožajo, če dobijo to okužbo. Zdaj, kdo še bi sodil v te prioritetne skupine? To so pa stvari, ki jih bo treba pač lepo razgrniti, predebatirati in ugotoviti, a ne. A je to vojska, a je to policija, a je to komunala, a so to učitelji, a so to vzgojitelji, a so to prodajalke. O tem se da še veliko povedati. In mislim, da bomo našli en način, da bodo tudi take bolj ogrožene skupine čim prej prišle do cepiva. Ja, ko sem se pripravljala na tole najino debato, sem v bistvu zasledila debato, ki pa je ravno, ki jo je sprožil malo tudi epidemiolog, ta Lipšič, znan epidemiolog iz Harvard Medical School, in on pravi, da morda bi bilo za razmisliti, da bi cepili pravzaprav otroke, zato ker so pač oni lahko zelo učinkoviti prenašalci. Tako da ta debata v strokovni javnosti vaši, ne, je očitno zelo živahna, ta pristop do tega, koga cepiti prvega ali pa drugega, recimo, ne. Kot ste rekli, da najbolj tisti, ki so najbolj ogroženi, potem pa, kdo je zdaj naslednji, ne? No, to je sigurno res, a ne, glede otrok. Zdaj, če bi me spraševali o cepljenju proti gripi in koga cepiti, da bo čim manj gripe v državi, bi sigurno rekla, da je treba cepiti otroke. Kajti, če so otroci cepljeni, ne prinesejo gripe domov, ne obolevajo babice in dedki, ki so najbolj ogroženi, če dobijo gripo, ne. Kar se tiče koronavirusa, mogoče zdaj v tej fazi, ko še imamo epidemijo, se ne bi čisto strinjala s tem, kajti vemo, da so socialni stiki precej omejeni, da skupine, ki so najbolj ogrožene, to so pa oskrbovanci domov za ostarele, pa tam pa pravzaprav otroci, vsaj v tej fazi, ko so obiski omejeni in otroci pravzaprav niti ne hodijo v te domove, mogoče ni tako zelo smiselno. Kasneje pa sigurno bo zelo verjetno veljalo podobno kot za gripo. Torej, midve se pravzaprav danes pogovarjava o cepivu za covid, ki ne bo obvezno, ne, bo pa dostopno za državljane brez plačila oziroma bo stroške zanj plačala država. Zato bi se mogoče zdaj premaknile v ta drugi del pogovora, kjer bi se posvetile ozaveščanju o cepljenju. In tukaj bi povabila tudi vse, ki naj poslušajo, da lahko prispevajo kakšno vprašanje glede na temo, ki so jo malce povezano z COVID-19 ali pa sploh z cepljenjem.
Kako mislite, doktor Lejkova, kako bo ta epidemija in cepljenje obudilo skepso do cepljenja? Ali obratno? Prav nobenega dvoma nimam, da bo skepsa velika, ker se že pojavljajo signali, tako kot se pojavljajo vsako leto, ko se začne sezona cepljenja proti gripi. Zdaj, zakaj je to prisotno pri nas, me ne vprašati, ker pravzaprav mi ni čisto jasno, kje je problem. Slovenija je imela zelo, zelo dobro precepljenost. Jaz vam povem, ko sem delati začela na kliniki za infekcijske bolezni, rabila sem več kot 10 let, da sem videla prve ošpice. Se pravi, imeli smo v nulo pokrito precepljenost otrok proti tem nalezljivim otroškim boleznim. Kot pri otroku pravzaprav moram reči, da mumpsa sploh še nisem videla. Kaj je to davica? Mislim, da edini živi infektolog, ki je videl davico, je profesor Račlova, da nam povem, koliko je ona že stara, ko se to ne sme v javnosti govoriti. Skratka, otroška paraliza. Otroška paraliza, še so živi ljudje, ki so med epidemijo leta 55, mislim, da je bila 56, bili bolni in so trajni invalidi zaradi otroške paralize. Tetanus novorojenčka, pa enega samega sem videla, pa imam sigurno že več kot 30 let za sabo, kar se tiče infektologije, če ne več. Pri starostnikih tetanus, mi smo imeli leta nazaj tetanus pri starejših, to se pravi pri tistih, ki so bili rojeni še pred letom 1900 in tako naprej. Zdaj tetanus komaj, da še vidimo. Rdečke, praktično jih ni več. Skratka, vse te bolezni, ki so povzročile veliko trpljenja in invalidnosti, da ne rečem, da so kakšne tudi smrtne, teh bolezni praktično noben danes več ne vidi. Potem, da govorim o hepatitisu B. Hepatitis B je tudi bolezen, ki se jo noben ne želi. Sploh pa ne mlada, zdrava ženska, ki bi rada zanosila. Videli smo težko potekajoče hepatitise B pri ženskah, ki so se okužile od svojih partnerjev ali pa kot medicinske sestre in so potrebovale, torej so ali bodisi umrle zaradi akutne jetrne odpovedi ali pa so potrebovale presaditev jeter. Skratka, potem lahko rečemo, HPV preprečuje rak materničnega vratu. Potem klopni meningoencefalitis. Nobenemu ne bi privoščila tiste oblike klopnega meningoencefalitisa, ki povzroči ohromitev vseh 4 okončin. Tako da, zakaj potem taka skepsa? Po moje samo zato, ker ljudje sploh ne vejo, da te bolezni še obstajajo. In mislijo, da je pač to zdaj kar neka danost. Samo vam povem, da edina nalezljiva bolezen, ki je dejansko res izkoreninjena, so črne koze. Ampak sem prepričana, da je v kakšnem laboratoriju še skrita kakšna eprovetka tega virusa. A veste, tako da druge nalezljive bolezni pa žal niso izkoreninjene, čeprav so, saj otroška paraliza je bila kar na dobri poti, dokler se niso začele razne politične in verske kontrapropagande. Tako da bom rekla, da mi je žal, da je odnos do cepljenja tak. Res je, cepivo proti gripi mogoče ni ravno najbolj idealno, kar se tiče učinkovitosti, vendar tudi prepreči hujše poteke gripe. Ja, mislim, tako kot ste omenili, cepljenje proti virusu HPV dejansko prepreči razvoj raka na materničnem vratu. In kar je v bistvu res zelo močen argument za to, da se to, bom rekla, civilizacijsko pridobitev, kot je cepivo, ki je rezultat znanstvenega dela, v bistvu sprejme.
Ampak ljudje res veliko posplošujemo, ampak glede na to, da imate stika z ljudmi, s pacienti, ali so ljudje skeptični do vsakega cepiva ali le do določenih cepiv? Jaz bom rekla, da večina ljudi neha biti skeptikov, ko nekaj doživijo, ne. Če vidijo, ker ležijo pri nas v bolnici zaradi kakšne bolezni, pa vidijo zraven težko obliko klopnega meningitisa, vsi vprašajo, kje se pa to cepivo dobi, a ne. Tudi proti tetanusu se gre marsikdo cepiti, če vidi tetanus. Tako da ni take velike skepse pri samih bolnikih. Kronični bolniki velikokrat vprašajo, a se lahko cepim proti gripi, a se lahko cepim proti pnevmokoku. Mi jim tudi na kliniki omogočamo tistim kroničnim bolnikom, ki redno gravitirajo k nam, recimo to so bolniki, ki imajo HIV, AIDS, te praktično vse pocepimo in pa tudi kakšne druge bolnike z motnjami imunskega sistema, ki so zelo ogroženi za okužbe, tudi vsako leto cepimo proti gripi in večina jih je cepljenih proti pnevmokoku. Cepimo tudi bolnike, ki nimajo vrance, te so življenjsko ogroženi za določene bakterijske okužbe. Skratka, pri samih bolnikih jaz te skepse ne zaznavam. Mislim, vedno se sprašujem, kako je možno, da smo v resnici vedno bolj izobraženi. Tudi medicina je veda, ki temelji na več znanstvenih disciplinah, temelji na dejstvih, izračunih, meritvah, zelo konkretna znanost je medicina, pa v resnici smo vedno bolj kot družba skeptični do teh dosežkov znanosti. To je tudi en tak zanimiv fenomen. In mogoče, kaj vi kot strokovnjak pogrešate pri tem družbenem dialogu o pridobitvi oziroma o cepljenju, o prednostih, pa tudi o tem, da se pravzaprav odkrito pove, da se odkrito naslavlja določene hibe določenih cepiv ali pa neučinkovitost ali pa stranske učinke. Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, kaj manjka. Jaz mislim, da kar veliko manjka ene dosti jasne, neobremenjene komunikacije. Mene ni strah povedati, da cepiva imajo stranske učinke, ker če jih ne bi imela, potem verjetno ne bi nič bila učinkovita. Tako kot velja to za vsako zdravilo. Če nekdo pride k meni s preparatom in reče, ni nobenega stranskega učinka, potem je meni popolnoma jasno, da v preparatu ni nič pametnega, kar bi lahko komurkoli pomagala, ne. Skratka, to je ena stvar. Mogoče smo strokovnjaki malo zaspali na tem področju, ali smo se pa ustrašili teh precej nasilnih kampanj, a ne. To bom rekla, da greš na neko televizijsko oddajo in ti potem tam glavo perejo, kako boš komu dokazal, da virus sploh ne obstaja, ne. A veste, to se nobenemu resnemu strokovnjaku se zdi vsakmu to za malo. Sem prepričana, da so to tudi razlogi, ne. Dejstvo je, da tudi morda kot družba nismo bili pripravljeni omogočiti neke bolj opolnomočenosti staršev, da bi se znali odločiti za svojega otroka to, kar je za otroka najboljše, ne. Ampak imamo obvezno cepljenje in čim je nekaj obvezno, vsaj v naši družbi, gotov ni kaj v redu, a ne. A veste, verjetno bi se vsi ljudje krepko trudili dobiti cepivo zastonj, če bi bilo treba cepivo plačati. To sem prepričana, ne, ampak okej, to je mogoče že kar malo sarkastično lahko. Skratka, veliko je, zakaj pa strokovnjaki, ker so tudi zdravniki sami včasih v tem, se pa jaz resno sprašujem kot učitelj na medicinski fakulteti, kako smo mi te zdravnike sploh vzgojili, ne. Kaj se je z njimi zgodilo, da potem rajš poslušajo, bi rekla, neke teorije, pa da narečemo teorije zarote, saj teorije zarote so zelo privlačne, ne. Tako taki dobri romani za brati, ampak koliko je pa tule resnice, je pa druga zgodba, ne.
Tukaj imamo še eno vprašanje, in sicer Nastja sprašuje takole, da ob hitrem razvoju cepiv se marsikdo sprašuje o neznanih dolgoročnih učinkih, vendar pa so tudi dolgoročni učinki okužbe s koronavirusom še neznani. Ali iz ostalih bolezni obstajajo, oziroma če poznamo, dolgoročne učinke cepiv, ki so drugačni, glede na dolgoročne učinke okužbe z boleznijo? Ja, to je pa precej zapleteno vprašanje, na katerega ni tako enostavno odgovoriti. Ja, sploh ne z vidika koronavirusa, tega SARS-CoV-2, ker ga imamo pravzaprav šele eno leto, ne? No, ampak obstaja neko splošno pravilo kavzalnosti, da pač mora biti neka časovna povezava med cepljenjem in med dogodkom, ki naj bi to cepljenje povzročilo. Stvar je zelo enostavna, če gre recimo za nekatere cepiva, za katere popolnoma jasno vemo, kakšni so možni stranski učinki, recimo bolečina na mestu vboda, rdečina, pri majhnih otrocih skoraj vsi dobijo malo vročine po cepljenju. Seveda so nekatera cepiva, ki smo živa cepiva bi lahko sprožila klinično sliko. Cepivo proti gripi pred leti, eno od teh cepiv je bilo kar malo slabo narejeno. Takrat je bilo veliko primerov okvare živčevja, se pravi mielitisa oziroma poliradikulitisa, se pravi, da so ljudje ohromeli, ampak ta bolezen se potem sama vrne nazaj, skratka, to niso trajne ohromitve. Drugače so pa te povezave, ne vem, kaj ta gospa na kaj misli, mogoče misli na te povezave kakor avtizma s cepljenjem ali pa še kaj drugega. Tukaj pa jaz mislim, da smo pa na zelo tankem ledu. Kavzalno povezavo med enim cepljenjem pa med temi stvarmi je tako rekoč nemogoče dokazati ali pa potrditi. In isto, to smo precej pri podobni situaciji, kot pri lanski boreliozi, ker če te klop ugrizne in potem čez 30 let dobiš, ne vem, neko nevrološko bolezen, je skoraj da nemogoče dokazati kavzalno povezavo. No, imamo tudi drugo vprašanje. Damjan pravi, da je skepca teh cepiv je tudi na njegovi strani, predvsem zaradi hitrosti njihovega razvoja in posledično neznanih stranskih učinkov. Verjetno se Damjan nanaša na razvoj cepiva za COVID-19. Politična odločitev države, da potrdi cepivo, pa še povečuje skepso, ker deluje, kot da je odločitev o potrditvi cepiva bolj politična kot strokovna. In je zadnji primer pač Velike Britanije. Kaj menite? No, jaz bom rekla tako. Naša država sploh ne more potrditi cepiva, če ga ne potrdi EMA. EMA je pa krovna regulatorna agencija za EU. Kolikor vem, tako se pač govori, pač špekulira, so Britanci cepivo baje potrdili zato, ker baje s 1. januarjem nehajo veljati te določene regulative, ker bojo veljale druge, ki so pa še dosti bolj komplicirane in so si hoteli to prišparati. Oni imajo Brexit, ne? Očitno so pridobili dosti zanesljive podatke, da so bili pripravljeni to narediti. Jaz poznam, bi rekla, te znanstveno kvaliteto v Veliki Britaniji. Oni so izredno natančni in res strašno podvrženi kvaliteti in sem prepričana, da cepiva ne bi odobrili zaradi nobenih političnih kakorkoli že. Pri nas cepivo, ko bo odobreno v celi Evropi. In tukaj politika nima kaj govoriti. Kar se pa gospe Nastje tiče, pa vidim tle na chatu, dejstvo je, da za nekaj dolgoročnih posledic mi že vemo. Mi že vemo, da lahko sicer ne precej velikem odstotku, ampak pa nekaterih bolnikih trajno okvari pljuča. Trajno. Kar pomeni, da bodo nekateri od teh bolnikov tudi kandidati za presaditev pljuč.
do katere mere se bo popravil srce, ki je tudi prizadet pri nekaterih bolnikih, ali pa tudi, če hočete, pri teh skupini otrok, ki dobijo tam več multisistemski vnetni sindrom, še ne vemo. Lahko, da se bo popravilo, lahko pa, da bo prišlo tako, kot pri nekaterih drugih virusnih boleznih do kronične, temu rečemo kardiomiopatije, se pravi do kronične okvare srčne mišice, ki tudi sčasoma pripelje lahko do potrebe po presaditvi srca. Ne rečem, da se to bo zgodilo, ampak možno pa je. Kakšne so dolgoročne posledice na centralnem živčevju, praktično ne moremo še reči. Vemo pa iz drugih pandemij in iz drugih virusnih bolezni, da kar velikokrat lahko pripelje do ene nevrodegenerativne okvare osrednjega živčevja. Za COVID to še ne vemo. Potem teli nastanki trombov, ne. To ni omejeno samo na tisti čas, ko si v bolnici ali pa imaš vročino, ampak se zdaj srečujemo tudi z bolniki, ki so COVID preboleli še kar v redu, doma ali pa v domu, in potem 3 tedne potem pride pa do nastanka teh zapletov, kot so pljučne embolije, globoke venske tromboze in podobno. Skratka, ne vemo še, kakšne bodo dolgoročne posledice, vendar lahko pa že zdaj rečem, da so ta cepiva tako narejena, da takih posledic ne bodo mogla povzročati, ne. Ker ne gre za viruse, za virusne partikle ali pa za žive viruse, ampak samo za tisto beljakovino, ki sproži imunski odgovor. Zanimivo. Tudi govorijo tudi o teh krvnih strdkih, ne, in možganskih kapeh, zlasti po teh tako imenovanih dolgih covidih, ne. In morda bi bilo, ali razmišljate o kakšni covid ambulanti, kjer boste vse te bolnike na nek način, ki so preboleli covid ali pa so imeli ta dolg covid, zajeli, spremljali, gledali, ali je to nekako možno, ali to? Ja, tako ambulanto že imamo. Zdaj, kar si jaz zelo želim, pa ne vem, če mi bo uspelo, ker je to zvezano z velikimi organizacijskimi napori in prepričevanjem, je, da bi izoblikovali covid rehabilitacijske time. A ne, kjer bi pač nekdo, ki je imel težji potek covida, dobil pravo podporo glede fizioterapije, glede zdravljenja teh strdkov, glede pljuč, skratka ena taka multidisciplinarna timska obravnava, psihološka tudi, verjetno ima kar kakšen od teh bolnikov tudi posttravmatski ta stres sindrom, ker to so travme dejansko, potem obravnava pljuč, skratka, nekaj tega že delamo, vsaj vsi tisti bolniki, ki so pri nas bili hospitalizirani, so redno vodeni, ampak mi bi radi še druge zajeli, tiste, ki mogoče niso pri nas bili hospitalizirani, da bi bilo to na republiškem nivoju. Bomo videli. Če se zdaj malo vrneva nazaj na to skepso do cepljenja. Kakšna je, rekli ste, da ste profesorica na medicinski fakulteti, izobražujete generacije zdravnikov. Kakšna je pravzaprav lahko vloga zdravnikov pa ostalih podpornih struktur, kot je na primer šole, vrtci, tudi te oddelki za zdravje, za delo, za Centri za krepitev zdravja, mislite? Tako. Kakšna je njihova vloga v tem kontekstu, spodbujanja tega dialoga, razumevanja, da določena skepsa je, naslavljanja in da se ne gradijo dva bloka za in proti, ne, da se ustvarja nek dialog. Kaj menite? Jaz mislim, tako kot pravijo ankete, da ljudje morajo nujno pravzaprav, da ljudje, kadar rabijo nasvet,
morajo, mislim, najbolj zaupajo svojim osebnim zdravnikom. Če je to res, ne vem, tako pravijo ankete. In pediatru, osebnemu pediatru otroka. Če so te zdravniki sami imajo dvome ali pa jih se noče o tem pogovarjati ali pa ne vejo čisto natančno, kaj naj bi rekli, tukaj se že zaseja, sum skepse. Mislim, in to se pač trudimo, da naučimo bodoče zdravnike, da se v teh stvareh treba pogovarjati odkrito. Ne v smislu, moraš se cepiti, če ne, ampak, lej, ošpice so taka bolezen, rdečke so taka bolezen. Vemo, da pač po cepljenju, ne vem, bo imel vaš otrok mogoče vročino, se ne bo dobro počutil, bo eno noč prejokal, ampak to ni nič hudega, Če boste imeli dvome, a je vse v redu z otrokom, mirne duše lahko pridete nazaj in tako, to bi bil en tak primer, Potem ta prostor za dialog, čas za dialog, lastni zgledi, Glejte, kaj sedaj mislijo moji podrejeni, če se jaz nacepim proti gripi? Zraven jih pa maltretiram, da se morajo cepiti. Prva se grem cepiti, vedno, zato ker to je tudi en zgled. To pomeni, da če jaz verjamem v to cepivo, ker nisem od včeraj na svetu, pa sem mogoče tudi kakšno stvar kdaj kje prebrala, potem lahko mirne duše verjame tudi tisti, ki je pri meni v službi, ki mogoče niti ne ve, kaj to cepivo sploh je, oziroma kakšne stranske učinke ima, ampak če mene vidi, da se cepim, si mogoče lahko misli, da stvar pač ni tako nevarna, Tukaj smo dobili eno novo vprašanje, zakaj imajo ljudje, ki prebolevajo virus, tako različne simptome? Ali je imunski sistem pri tem res tako pomemben? Zdaj, tle še eno vprašanje, kakšno bi bilo naše življenje brez cepiv? Ja, mislim, da smo na to že malo odgovorili. Vidi Dolenc, bi bilo kar precej več umrlih bi bilo zagotovo. Spomnite se, dobro, verjetno je večina tukaj udeležencev predvsem mlajših od mene. Jaz sem imela vse otroške bolezni, ker ošpice takrat še niso cepili, mumpsa niso cepili, jaz se svojih ošpic spomnim tako kot danes, ne bi si jih želela še enkrat imeti. Moji starši so me zaprli, tako hujša je bila karantena, kot je zdaj za korono, noben ni smel iti priti na obisk, bilo je pa poletje, vročina, jaz pa v sobi s spuščenimi roletami cel mesec. A veste, to pač so stvari, da ne rečem, da ošpice povzročajo tudi kakšne kronične okvare srednjega živčevja. Naše življenje brez cepiv gotovo ne bi bilo dobro. Veliko otrok bi bilo bolnih s hudimi boleznimi v takih zelo naivnih populacijah, ki niso se srečali s to boleznijo. Recimo, tako se je zgodilo, ko so konkvistadorji prišli v Južno Ameriko, saj niso oni Aztekov pobili. Pobile so jih nalezljive bolezni. In to predvsem črne koze in ošpice. Zakaj kdo različno zboli, to je pa $1 million question, kot pravijo. To je, vemo, da določene predispozicije, ki so povezane z temi mehanizmom nastanka okužbe, ki jo povzroča koronavirus, so pomembne. Virus se najprej napoveže na neke celične, rečemo, na prijemališča, receptorje, in ti receptorji so v velikih tkivih prisotni in na te receptorje delujejo marsikakšna zdravila. In ti receptorji so lahko malo spremenjeni ali pa čudni pri starejših ljudeh, potem jih je mogoče preveč pri nekom, ki ima krvni pritisk zvišan, pa jemlje kakšna zdravila, mogoče jih je tudi več pri sladkornih bolnikih. Skratka, tu so čisto take tiste patofiziološke zgodbe, kako virus sploh povzroči okužbo. Druga stvar je pa, da včasih ni ravno najboljše, če si zelo, zelo zdrav. Kajti najhujši del zgodbe pri koronavirusu se pa zgodi potem, ko preide v imunsko fazo,
ko virus v bistvu sproži vnetni odgovor. Mi imamo v telesu milijavžent enih majhnih molekul, ki jim rečemo citokini, in ti citokini so tisti, ki nas pravzaprav varujejo. Čuvajo, Ja, pred temi vsemi nevarnimi stvarmi, ne samo pred virusi, tudi druge, eni so protivnetni, eni so pa provnetni. In če tukaj neravnovesje, če provnetni citokini prevladajo, potem imamo pa to težko obliko COVID-19, pa te bolnike, ki nikakor ne moramo spraviti dol z ventilatorjem. Zdaj, če lahko še tle. Kar povejte, ja, prosim. Danes si mislijo državljani, ko slišijo, da je na primer proti gripi cepljen zelo majhen odstotek zdravstvenih delavcev. Verjetno si mislijo isto kot jaz, ki si mislim, pa kako je to sploh mogoče. Mi smo ogromno delali na tem, da bi se zdravstveni delavci precepili, ogromno delati na tem tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Jaz mislim, da nekaj je delanje splošne anticepilne kulture, nekaj je pa mogoče to, da nismo vcepili zdravstvenim delavcem zadosti, da so oni odgovorni za svoje zdravje tudi zaradi tega, ker lahko okužijo svojega pacienta. Tako da jaz se zelo, zelo borim za to precepljenost večjo in zdaj smo v kliničnem centru na dobri poti. Klinika sploh je precepljena praktično 90%, kar se zdravnikov tiče, pa cela klinika 70%, se pravi tudi tisti profili, ki so najbolj skeptični, to so pa medicinske sestre, te so res zelo skeptične do cepljenja, imajo ravno toliko medicinskega znanja, da jim je jasno, da so lahko stranski učinki, pa premalo, da bi znale dobro oceniti vrednost cepljenja, tako da mislim, da je tukaj tudi mogoče eden od razlogov. In smo dobro precepljeni, zdaj že drugo leto. Kakšna pa ne bi bila, tukaj Gregor sprašuje, kakšna mora biti precepljenost, da bi dejansko cepivo učinkovalo? Zdaj, tako bom rekla, eni pravijo 60%, za ta cepiva, recimo za otroške bolezni, je idealno, če je precepljeno 95% populacije. Zdaj, če bomo dosegli teh 60%, mislim, da bomo že na dobri poti, da se ne bo več ponovila taka epidemija v takem obsegu, sploh glede na same lastnosti virusa. Če bomo imeli precepljene kronične bolnike pa starostnike, potem ne bomo videli teh težkih primerov. Kaj pa vitamin D? Aktualno vprašanje, ali bi bilo smiselno dejstvo o jemanju dodatnega vitamina D za krepitev imunskega sistema, da bi bilo to smiselno širše komunicirati z javnostjo? No, kar se vitamina D tiče, literature na to temo je kakor hočete. Ko greste pa brati raziskave, jih je pa ni veliko, ne? Jih je sicer veliko, vendar niso tisto, čemur mi rečemo kvalitetne raziskave, ki bi jasno povedale, da če boš zdaj jemal omega odmerke D vitamina, ne boš umrl zaradi covida ali pa ne boš rabil aparata dihalnega, ne, skratka, ta potrditev še manjka. Res je pa, da so pa čisto jasni podatki, da v slovenski populaciji pozimi manjka D vitamina, ne. Tudi vemo, da imamo kar nekaj osteoporoze pri starejših ljudeh, vemo, da imamo probleme s prehranjenostjo starejših ljudi, skratka, starostniki sploh pa tisti, ki so v domovih za ostarele, izgubijo mišično maso, imajo prekomerno telesno težo, imajo več maščob kot mišic in tam potem seveda pride zaradi različnih teh metaboličnih efektov do pomanjkanja D vitamina, tudi ven ne grejo, tudi zdaj se tudi sonček ni več popularen, ne. Skratka, velik delež populacije pozimi nima zadosti vitamina D.
Moje mnenje je, in mislim, da bo zdaj temu in tudi stroke, da bo zavarovalnica pač zdaj odobrila predpisovanje D-vitamina, ne samo tisti z osteoporozo, ampak tudi kot nadomeščanje, da bo to zdaj na zeleni recept, da ne bo treba tega več kupovati. Potrditev, da pa mega doze za zdravljenje D-vitamina pa še čakamo. Morate vedeti, da je v taki epidemiji, kjer veliko ljudi zboli, pa marsikdo tudi umre, strašno veliko idej, kaj vse koristi. In tisti, ki so na to idejo prišli, potem hočejo to idejo nekako vsiliti, ker so iz čisto dobrih namenov, ker so prepričani, da so odkrili pač čudežno zdravilo, ampak žal ni vedno tako. Ja, zadnjič, če dovolite, zadnjič sem poslušala webinar dr. Lucije Petrlin-Makšič, ki je skupaj z svojimi profesorice na Fakulteti za farmacijo, ki je skupaj s svojimi sodelavci izdala knjigo Vitamini in minerali, kjer je bilo zastavljeno točno to vprašanje in so odsvetovali profesorji farmacije, farmakologi, odsvetovali preddoziranje z vitaminom D. Prav specifično, ravno zaradi tega, ker je ta vitamin D postal zdaj tako aktualen zaradi covida. Vzeli bova še eno vprašanje, potem bi pa počasi zaključili, ker smo vam obljubili 1 uro in se zdaj čez 3 minute približujemo tej naši meji. Torej, Damjan sprašuje, kdaj pravzaprav, ali se bomo morali cepiti večkrat tekom leta in kako dolg časa bo učinkovalo cepivo za COVID-19. Ali imate te podatke? No, zdaj prvo, kar je zdaj že skoraj da jasno, da bo treba se cepiti 2-krat. Z 2 odmerkoma. Drugo, kar je, da so vse ti začetni podatki o učinkovitosti bistveno boljši, kot so pa vsi pričakovali. Skratka, da bo zaščita verjetno kar vsaj v tistem obdobju leta, ko ti koronavirusi so najbolj aktivni, da bo zadostovala. Moja projekcija, čeprav sem se že večkrat zmotila v tej epidemiji, ker se pač ta bolezen obnaša po svoje, je, da bo morda potrebno se cepiti vsako leto. Sigurno pa ne večkrat na leto, to pa si kar težko predstavljamo. Doktor Lejko Zupančeva, imam 2 vprašanji za konec, in sicer, kaj vas je ta pandemija naučila, poleg tega, da je to zagotovo velik profesionalni izziv? Doživeti pandemijo in biti infektolog, biti predstojnik infekcijske klinike. Tako, za ambiciozno žensko je to zagotovo izziv, ampak kaj pa vas je tudi tako naučila iz vidika čisto človeško, osebno, profesionalno? No, glejte, to naučila me je marsikaj, ne. Naučila me je, da je nova bolezen. In da ne moreš kar prepisati nekih svojih znanj na nekaj, kar si prvič v življenju videl. In to mislim, da so čisto vsi strokovnjaki, ki so s tem virusom bili prisiljeni delati, spoznali. Naučila me je tudi, da večina dobro mislečih ljudi podpira tiste, ki se trudijo, da se epidemija ukine oziroma preneha in naredijo prav vse, kar je treba, da se virus neha širiti. Naučila me je, da marsikdo skuša izkoristiti svoj zlati trenutek, pa sebe promovirati, pa mogoče kakšen svoj produkt, izpostaviti, izkoristiti gužvo, če smem temu reči, a ne pa se prodati, tako ali pa drugače. Ne govorim zdaj samo o laikih, govorim tudi o čisto profesionalcih, ne. Naučila me je, da če treba, kljub temu, da smo Slovenci narod, ki se rad prepira, kadar je res, kakor pravijo naši bratje z juga z gusti, znamo skupaj stopiti, to smo videli v kliničnem centru v prvem valu, ko smo delovali kot res ena sama bolnica. Drugi val je bil že malo bolj problematičen, ker se že dolgo vleče, pa bi ljudje spet radi delali tisto, kar imajo najrajši. Pa se sprašujejo, a res moramo skozi ta covid imeti, a ne?
Ampak tudi, ko je najhujše bilo, smo dobili kader, smo dobili prostore, smo dobili material, da smo lahko normalno delali. In kaj me je še naučila, da zdravstveni delavci dosti več vložijo v svoje napore, če jih javnost podpira. Da je to priznanje, ne? To družbeno priznanje. Tako. Ja. No, zdaj pa čisto za konec, ne, če vizualizirate ta konec epidemije, ki zagotovo bo, česa si najbolj želite? Jaz to že vem, kaj si želim. Potovanja? Jaz imam že izbrano destinacijo, tako da... No, lepo. Če se res neha, me 6 tednov, da boste videli. Lepo, kakšni posebni kraji? Ja, posebni, ja, daleč stran. Dobro. Jaz bi se rada vsem 80 plus poslušalcem prav res zahvalila. Zahvalila bi se pa tudi vam, spoštovana docent dr. Tatjana Lejko Zupanc. Hvala, da ste to uro delili z poslovno skupnostjo AmCham. Potrudili sva se, da bi bili relevantni, zanimivi in upam, da sva bili. Želim vam vse dobro v obvladovanju epidemije vašega tima, želim vam zdravja in enako želim prav vsem, ki so naju danes spremljali. Hvala in lepo popoldne. Hvala lepa za povabilo, bilo je kar zabavno, moram reči, upam, da so poslušalci kaj od tega dobili, da so mogoče kakšni dvomi zdaj manjši, tisti, ki se pa še zmeraj ne strinja s cepljenjem, tacga pa verjetno nikoli ne bomo mogli prepričati. Hvala lepa, s tem bova kar zaključili in vse dobro vam želim.